Pozdravljeni v srečnem življenju. Danes bomo govorili o afirmacijah in sicer o tem, kako lahko z afirmacijami aktiviramo pretok preko kronske čakre. In zaradi tega, ker se poveča pretok preko kronske čakre, hitreje dobivamo napotke, ideje, nove projekte, enostavno hitreje gre vse skupaj. Ker vemo, glejte, ko smo mi v pretoku nove energije, imamo energijo, se dobro počutimo, imamo zanos, in ko ni povezave, enostavno smo ugasnjeni. Pa kako povečati ta prenos podatkov? No, jaz če sebe gledam, leta nazaj, 20, več kot 20 let nazaj, 25 let nazaj, ko sem začela brati knjigo Louise Hay, Življenje je tvoje, ali pa že 30 let nazaj, dejansko prva zadeva, ki sem jo takrat reševala, je bila prekomerna teža. In to nezadovoljstvo s svojo zunanjo podobo, slaba samopodoba, slabo mnenje o sebi, se pravi, nisem imela mnenje o sebi, da sem... Veste, to mnenje o sebi, ki nima veze z drugimi ljudmi, ko ti nekdo drug reče, se dobro zgledaš. Če zase nimaš mnenja, da dobro zgledaš, ti nihče ne more povedati tega. In tudi, ko ti nekdo reče, le se zgledaš dober, si rečeš, ja, to reče zato, ker se mi hoče prikupiti. Gre se za tisto notranji monolog, ki ga imam jaz s sabo, ki s sabo, ko govorim, ko se pogledam v gledalo, da rečem sama sebi, zadovoljna sem, zunanjo podobo, da ne da vsakič, ko se pogledam v gledalo, rečem, spet mi visi, ne vem, tam 3 cm špeha in tako naprej. Gre se za to, da do sebe sem najbolj ljubeča, kar se da biti, kar prvi odnos, ki ga imam absolutno jaz s sabo. In to je osnova vseh odnosov. In če imam jaz s sabo ljubeč odnos, se mi aktivira seveda tudi kronska čakra. Ampak kronska čakra je povezana ne samo z ljubečim odnosom do sebe, ker to je korenska čakra, ampak je povezana z odpuščanjem, ki je povezano s srčno čakro, in tukaj gor kronska čakra je pa zaupanje v proces življenja. Zdaj pa, če to skupaj povežemo v nek pretok novih informacij. Se pravi, prva zadeva, ko jaz zmorem do sebe občutiti čisto spoštovanje, ljubezen, da se zavedam, da sem več kot to, kar so me vzgajali, da sem več, kot se zdi na prvi pogled, da sem več kot neka diploma ali pa ne diploma, ampak gre se za to, da imam pač zdravo samopodobo. Druga zadeva, ko odpustim ljudem, ki so bili do mene kruti, in da sama sebi odpustim mogoče za kakšno napako, ki bi jo danes s svojo modrostjo naredila drugače, ali pa za kakšno odločitev, ki bi jo danes naredila drugače. In ta tretja zadeva pa je, ko zaupam v ta božanski proces. Zdaj poglejmo. Če si bom jaz ponavljala, moje telo je vitko in imam v sebi slabo mnenje, mi nič ne pomaga. Ampak ko pa jaz rečem, dovoljujem, da sem v pretoku življenjske energije, dovoljujem, da skozi mene teče božanska energija, dovoljujem, da sem orodje v božjih rokah, dovoljujem, da se moja popolna božanska moč izrazi. Takrat ta beseda dovoljujem je tako kot zelena luč na semaforju. Enostavno dovoliš, da pride v tvoje življenje. Zdaj pa karkoli, dovoliš, da pride v tvoje življenje nove ideje. In ko pride nova ideja, je dovoljujem si slediti svoji duši, svojim sporočilom. Dovoljujem, da gre skozi mene tok energije. Glejte, to boste najdeli pač v zadnjih 2 knjigah o dušah, pa v čakrah sem govorila o tem, kako pomembno je, da razširimo svoje polje aure in da se povežemo s svojo višjo dušo. In da se lahko povežemo s svojo višjo dušo, je pomembno, da tale balonček energije, ki je okrog nas, to je Merkaba, ga tako močno napolnimo s svetlobo, z življenjem, z ljubeznijo, z energijo, da dejansko postanemo čisti pretok te energije dol.
In to naredimo dejansko s tem, da aktiviramo srčno čakro. Srčno čakro pa aktiviramo samo s tem, da odpustimo ljudem. Zdaj pa, lahko ste tako, kot enkrat sem govorila z eno gospo, ki sem rekla, da je odpustiti bo treba. In je stisnila ustnice in rekla, jaz sem vse odpustila. Ne vem, če je vse odpustila, ker odpuščanje ni trdo. In dajte preveriti z mišičnim testom, če imate mogoče do kakšne osebe še vedno zamero. Recimo, kako jaz sama to naredim. Če gledamo najbližji ljudje, s katerimi smo odraščali, vemo, da duša si izbere svojo družino z namenom, da bo pač predelala neke lekcije starša. Najprej to. In najprej preverite, do svojih staršev imate še kakšno zamero. In mogoče na prvo žogo rečeš, ne, jaz sem jim vse odpustila. Veste, vam povem eno zgodbo. Enkrat na eni delavnici je bila ena gospa, ki je naredila, pač pogovarjali smo se o splavu. In je rekla sama sebi, jaz sem to že zdavnaj predelala, jaz s tem nimam več težave. Ampak, ko sem jim pokazala mišični test, preko mišičnega testa se je izkazalo, da ta gospa ima še vedno zamero do moža, ker je ni podprl takrat, ker je zanosila malce 40 let, je bila stara, in je zanosila in je bila noseča za dvojčka. In takrat sta njen mož in ginekolog potegnila skupaj in sta dejansko jo prepričala, da je prestara, da bi imela otroke, in je dejansko šla narediti splav. In dejansko se je potem naslednja leta ukvarjala z zamero do moža, da jo ni podprl, z jezo na sebe, da je poslušala nasvet, z občutkom krivde, ker je pač videla, koliko bi bila stara te dva dvojčka, če bi se rodila, enostavno ni zmogla iti čez to. In ko sem jim pokazala mišični test, to zdaj vi že obvladate, ne? Se pravi, če jaz zdaj ta trenutek rečem, moje ime je Minka, grem naprej, tudi če rečem, moje ime je Minka Marija, grem naprej, in če rečem, moje ime je Polde, grem nazaj, kar jaz nisem. No in zdaj, če jaz sama pri sebi sprobam, do moje mame imam še vedno zamere, nobene, do mojega očeta, do njega itak, ne, do mojega bivšega moža, ne, pač v svoji duši jaz nimam do nikogar nobene zamere. In to je zelo pomembno, ker dokler mi ljudem ne odpustimo, toliko časa imamo zaprto srčno čakro. Zdaj pa, zakaj je to pomembno pri tem pretoku energije preko, da dol povlečeš informacije, da dobivaš nove ideje? Samo na podlagi tega, ker srčna čakra, če imaš zaprto, je tako, kot bi imel vrata zaprta. Ne gre naprej, ne gre energija naprej, ker če si predstavljate same čakre, poglejte, same čakre so spodnje čakre, ki so povezane z tem, kdo jaz sem, kako stojim v svetu, kako se pokažem pred svetom. In to so spodnje tri čakre. Naslednje tri čakre so povezane s tem, kako se jaz pokažem, izražam v svet, in vsi lahko čutimo, kdo v svojem srcu nosi zavist, recimo. Ker točno čutimo, da njegovo srce je zaprto. In lahko 1000-krat reče, jaz sem, ne vem, jaz te imam toliko rad, ampak če tega ne čutimo, zaradi tega, ker srčna čakra seva približno 2 metra okrog nas. In mi v trenutku začutimo, s kom imamo opravka. In potem so zgornje tri čakre, ki so povezane, se pravi čakra tretjega očesa, kronska čakra, in ena čakra, ki je nad glavo, ki so pa povezane z višjo dušo. Se pravi, to je pa portal novih idej, portal, preko katerega naša duša komunicira z nami. No in v hipofizi, epifizi, se pravi tukaj, to je žleza v možganih, notri so dejansko kristalčki in preko teh kristalčkov to se aktivira žleza in dejansko postane kot antena za nova sporočila. Kot antena. In tisti, ki ste že vsem odpustili, ki veste, kako to izgleda, ko žari kronska čakra, in dejansko imaš občutek, kot da imaš tukaj gor tunel, ker enostavno je energija, kot da bi imel
prav tunel, jaz vam drugače ne morem povedati. In to je tako neverjetno, to bi vsakmu želela pomagati do tega, da pride do tega, da občuti ta pretok nove energije. Ampak res šele takrat, ko odpustiš vsem ljudem. Šele takrat se lahko to zgodi. Veste, jaz delam svetovanja in na teh svetovanjih vidim, koliko ljudi nosi v svoji duši sovraštvo. To vam ne morem povedati. Ljudje tako močno sovražijo druge ljudi, da ni čudenega, da je toliko slabega na tem svetu. A veste, saj jaz sem dober, ampak. Ta ampak pove vse. Ne? Ker mi se na nek način odločamo, da bomo špilali Boga in da bomo mi sodili, kdo si zasluži, kdo si ne zasluži. Gre se pa za to, da postanemo pretočni za Božjo energijo. Naslednja stvar, kar je pomembna, kdor želi povečati ta pretok preko kronske čakre, se mora zavedati, da ne more več dovoljevati nikomur, da ga izkorišča. Suženjstva je konec. In če čutite, da nek odnos ni uravnan, da več dajete, kot prejemate, to ni ta prav odnos. Če čutite v nekem odnosu, da morate postavljati pogoje in nekomu povedati, koliko vas mora ceniti, oziroma da ga morate spomniti na to, da kaj vi sploh želite, da sploh ne zazna vaših potreb, verjemite mi, da to ni ta prav odnos. Oziroma, da ta odnos vas uči mogoče kakšno mejo postaviti, da ta odnos vas uči razumeti, da potrebujemo svoje trenerje, da potrebujemo čustvene trenerje, zato da lahko napredujemo, ampak predvsem določeni trenerji nas učijo ljubezni do sebe. In ta ljubezen do sebe je povezana s tem, da zato, ker se imam rada in ker sprejemam sebe, v določenih odnosih pač ne morem biti, ne morem vztrajati. Ne morem dovoljevati, da sem predpražnik. Ne morem dovoljevati, da nekdo vsakič, ko ima slab dan, me uporabi za svoj strelovod. Ne morem dovoljevati, zato, ker se imam rada. In zato, ker se imam rada, pač poskrbim za to, da sem jaz v dobri energiji. Zdaj mogoče razmišljate, ja, pa tebi je lahko. Ja, mi je. Zdaj. Ampak sem šla čez svojo kalvarijo. In vem, kaj sem morala prehoditi, vem, kaj sem tudi nenazadnje pustila za sabo, da lahko danes rečem, ja, tako je prav. In če vi vidite, da ste mogoče nekje v nekem odnosu, kjer morate opozarjati ljudi na to, da se spomnijo na to, da ste vredni, da si zaslužite, vas mogoče uči nek odnos spusti dovolj, da te vodi tvoja duša in da te popelje tja, kjer je polje nove energije za tebe. Zdaj sem se spomnila na enkrat, pred korono sva midve s prijateljico Katarino sva šli v Toskano in v Asizi. Jaz sem imela neverjetno željo iti v Asizi in tam, ko greva skozi čez Asizi, dobro, bila je od Katarine tudi sestra zraven, ampak v bistvu Katarina je bila tam. S Katarino greva čez Asizi in je bila na levi strani je bila galerija in je bila Luce della Vita, luči življenja. In dobesedno naj potegne tam noter v tisto galerijo in midve, ko sva gledali tiste slike, je bilo tako neverjetno tehnika, ljubezen v tistih slikah, dejansko obema so začele solze teči od ganjenosti, od neke energije, ki je bila tam. In ena slika je bila, tako je bil kot a veste tisto ponjava, kjer skočijo v bazen. In tukaj na koncu te ponjave je bil naslikan par. In ni bil bazen, ampak je bilo vesolje narisano naprej. Je bilo polje neštetih možnosti,
ki jih lahko ustvariš s svojo čisto ljubeznijo. Oziroma, še bolj močno je takrat, ko ste v partnerskem odnosu, kjer je ljubezen. Je polje neštetih možnosti, kar lahko ustvarite. No in zdaj, če se vrnemo na to, kar jaz govorim, potom te aktivirane srčne energije, ko občutiš radost bivanja, pa tukaj ne gre se za to, da občutite, kdo vas ima vas rad, ampak ko vi občutite ljubezen do sebe, ko ste vsem odpustili in ko preko dihanja, tudi tibetanske vaje so recimo namenjene temu, da potegnete energijo v možgane, se dobesedno odpre ta kanal energije, ki teče skozi vas. Dobivate nove ideje, nova energija. Enostavno prebliski. Enostavno ste povezani s sporočili svoje duše. Poskusite to, boste videli, kako je neverjetno. In tisti, ki vidite, da ne morete umiriti svojega uma, začnite delati zdravilno molitev dekodiranja. Začnite delati zdravilno molitev dekodiranja in da začnete čistiti program po program. Jaz sem rabila počistiti, potrebo imam po zlorabi, potrebo imam po tem, da se počutim nič vredno, potrebo imam po tem, da se počutim brez energije, potrebo imam po tem, da me ljudje izkoriščajo. Kot da bi bila zasvojena s tem, da sem vedno znova na tleh. In to je zasvojeno s stresom. In ko sem sama pri sebi to pogruntala, sem rekla, pač potrebo imamo po vodi, po pit, po spanju, po hrani, imaš potrebe, moraš iti na WC, ampak nikakor pa nimaš, mislim, logika, potrebo po zlorabi. In če imate kjer od teh potreb, dajte nekaj narediti na tem, da boste počistili te kode in da postanete pretočni kanal za božjo energijo. In takrat samo rečete, stvarnik, pripravljena sem na avanturo življenja, naj me vodijo nebesne sile. Zdaj, mogoče se vam zdi vse skupaj fantazija, ampak verjemite mi, stvarstvo nam želi pomagati, samo mi imamo preveč temne energije v sebi, da nam bi sploh lahko stvarstvo pomagalo. Začnite moliti ne samo zdravilno molitev dekodiranja. Oče naš, tako kot sem ga opisala v knjigi, kot je bil prvotni Oče naš, ko imajo duše žur, in pripelji me do rešitve, da se rešim vsega hudega, amen. Ne, da vpelji me v skušnjavo, ker ta božanska energija nas ne vodi do nobene skušnjave. Mi imamo prenizko energijo in rabimo določene izkušnje, ampak ta božanska energija, ki nas vodi, nas želi pripeljati do rešitve. Dovolite, da vas pripelje do rešitve. Stvarstvo nas tako močno ljubi, tako močno, da če bi se zavedali, kako močno smo ljubljeni, pa vem, da sem že večkrat to rekla, ampak v Medžugorju na teh Marija, njena sporočilo je, če bi vedeli, kako ste ljubljeni, bi jokali od sreče. To je resnica. In to je resnica. In če se ta trenutek počutite osamljeni, brez energije na tleh, se spomnite na to, da ste neskončno ljubljeni. Vedno in povsod. Tako da, uživajte, gremo še na eno sporočilo, kar prehodu na novo, da vidimo, kaj je za vas pomembno, da pridete do srečnega življenja. Ta trenutek, kaj vam stvarstvo sporoča. Zapustite čustveni strup. Prosite nad angela Uriela, da se vaše telo napolni z novo energijo. In podprite ga zdravo prehrano, ker če boste vaše telo sipali nezdravo prehrano, ste itak na tleh. Nad angel Uriel, prosimo zdravi moje čustvene rane. Jeza, zamere, kritika, strah, ljubosumje, zagrenjenost, obup in sovraštvo naj se s tvojo močjo spremenijo v svetlobo. Tema nima več moči nad mano. Prepuščam se tvojemu zdravljenju. Dovolite, da vas angeli vodijo tja, kjer je za vas najbolje, da se zgodijo čudeži okrog vas, da vam pripeljajo ljudi,
ki vam bojo pomagali na potovanju naprej. Dovolite, da se zgodi vaš notranji preporod. Uživajte, vse dobro vam želim in ja, življenje je lepo.